Dobar dan, dobrodošli. Začenjamo z novinarsko konferenco oziroma kratko izjavo za medije s strani Slovenske ljudske stranke, poslanske skupine. Kot en tak prvi odziv na osnutke pokojninske zakonodaje, pa bi kar prosil, da gospod Prevc, vodja poslanske skupine, pove nekaj uvodnih besed, potem pa boste tudi skupaj z gospodom Presečnikom čisto okvirno predstavljali naše stališče do tega dneva. Hvala lepa, lep pozdrav, spoštovane novinarke, novinarji. Mislim, da je prav, da tudi v Slovenski ljudski stranki povemo, kakšen je naš prvi odziv na predlog pokojninske reforme, ki je v usklajevanju. Dejstvo je, da se v Slovenski ljudski stranki načeloma strinjamo s temi izhodišči in pa tudi usmeritvami pokojninske reforme. Smatramo, da so ta izhodišča in te usmeritve pravzaprav na temeljih prejšnje pokojninske reforme, tiste pokojninske reforme, ki je, kot vemo, padla na referendumu, in tiste pokojninske reforme, kjer je Slovenska ljudska stranka podprla v prejšnjem mandatu, ker se vsi še kako dobro zavedamo, da je sprejem pokojninske reforme, nenazadnje tudi drugih reform, še kako nujno, da pravzaprav s tem že zabujamo. Na tem mestu pozivam k konstruktivnemu sodelovanju vseh akterjev pri tej zgodbi, predvsem imamo v mislih socialne partnerje in pa tudi opozicijo, da čim bolj konstruktivno sodeluje pri sprejemanju te pokojninske zakonodaje. Približno tako, kot smo v Slovenski ljudski stranki konstruktivno sodelovali, sicer v drugačni poziciji, to se pravi v opoziciji v prejšnjem mandatu. In glede na to, da je bilo upoštevano veliko predlogov Slovenske ljudske stranke kot predlog opozicijske stranke, smatram, da imajo seveda tudi ob sprejemu te pokojninske reforme vse možnosti, tako opozicija in socialni partnerji, konstruktivnega sodelovanja, in prepričan sem, da bodo njihovi predlogi v največji meri, da jih bomo seveda poskušali tudi upoštevati. Dejstvo je, da smo v Slovenski ljudski stranki, da v tem trenutku skupaj s koalicijskimi partnerji pokojninsko reformo usklajujemo, in mi smo dali kar nekaj predlogov, kar nekaj pobud k izboljšanju te pokojninske reforme. Naše pobude gredo predvsem v smeri, mi opozarjamo predvsem na naslednje zadeve. V Slovenski ljudski stranki smatramo, da starši z več otroci morajo imeti bolj ugodne pogoje upokojevanja. Predvsem imamo to v mislih matere. To je eno. Potem drugo, smatramo, da je treba vendarle priznati tisto dobo, ki so jo predvsem moški, ki smo jo moški z neprostovoljnim služenjem vojaškega roka pustili s služenjem vojaškega roka. In pa zelo pomembno se nam zdi tudi, da uredimo pravice brezposelnih in pa tistih delavcev, ki so tik pred upokojitvijo v teh prehodnih določbah oziroma prehodnem obdobju. Seveda, poleg teh treh, teh naših temeljnih pripomb, ki jih bomo v sklopu usklajevanja skušali uveljaviti in nekako vključiti v to pokojninsko reformo, imamo seveda še kar nekaj dodatnih predlogov pripomb.
ampak izhajamo pravzaprav iz teh treh. In mogoče bom dal besedo zdaj še mojemu kolegu, Janku Presečniku, da se mogoče opredeli še posebej okrog teh treh temeljnih naših pripomb, pa mogoče tudi primerja z tistimi, ki smo jih uspeli v Slovenski ljudski stranki uveljavljati že pri prejšnji reformi. Malo sem pomagal, če želite. Ja, torej tudi v mojem imenu lep pozdrav vsem in hvala za udeležbo. Zdaj, glede na to, da sem se s tem problemom pokojninskega zakona ukvarjal že v prejšnjem mandatu in to aktivno, moram seveda reči, da smo tako kot prejšnji mandat, tudi v tem mandatu seveda podpiramo par poglavitnih reform, ki jih mora Slovenija sprijeti. Prejšnji mandat smo rekli pokojninska reforma, delovnopravna zakonodaja, zdravstvena reforma. Zdaj je potrebno seveda dodati temu reševanje gospodarstva, reševanje delovnih mest, spodbude za gospodarstvo in pa, kar je v tem trenutku zagotovo najpomembnejše, reševanje bank oziroma ureditev tega položaja ali pa ne položaja bank, ki niso sposobne pokrivati našega gospodarstva, kar je trenutno zagotovo največji problem. Tako kot v prejšnjem mandatu moramo seveda podpirati tiste stvari, ki so potrebne za državo. Pri pokojninski reformi, pri pokojninskem sistemu ugotavljamo, da sistem na dolgi rok ni vzdržen in da bo potrebno sprejeti tudi nekatere ukrepe, ki zagotovo ne bodo všečni, tako kot smo delali že prejšnji mandat in bomo pri tem aktivno tudi sodelujemo in usklajujemo. Kolega Prevc je že naštel nekatere stvari, ki jih bomo dali kot naše pripombe na ta izhodišča pokojninskega zakona in tu niti ni treba kaj dosti dodati. Jaz mislim, da tudi jaz bom poudaril predvsem to, da je treba dati večji poudarek na ugodnejše pogoje v upokojevanju oziroma znižanje starostnega pogoja staršem z več otroci. Torej, vedno se pojavi ta problem, da se nekako upošteva 1, 2 otroka, mogoče tudi še tretji, ampak mi imamo že vse skozi predlog, seveda, da se upoštevajo tudi tiste družine z več otroci, več kot 3 tudi, seveda. Jaz sem že prejšnji mandat mnogokrat uporabil tezo, da matere z več otroci zagotovo ne bodo zrušili pokojninskega sistema oziroma pokojninske blagajne. Teh je sorazmerno malo, žal malo in zagotovo pokojninske blagajne ne bodo zrušile. Zaradi tega je potrebno pri njih, pri starših, s poudarkom na materam, seveda tudi znižati to najvišjo starost ob izpolnitvi drugih pogojev. Druga stvar, ki bo potrebno pri tem upoštevati, je tudi trenutno brezposelne starejše, ki jim do upokojitve manjka sorazmerno malo, pa bi po novem zakonu seveda jim bilo omogočeno, da bi na tak ali drug način ustrezno izpolnili pogoj za upokojitev. Seveda je pri teh ljudeh starejših potrebno upoštevati, da je bistvena razlika med tistimi, ki so brezposelni in tistimi starejšimi, ki so zaposleni. To se mi zdi, da je poleg tega, kar je kolega Prevc omenil, da so neke bistvene stvari, ki jih bomo poudarjali v teh naših prizadevanjih za dober pokojninski zakon, ki bo vsaj za določeno obdobje vzdržen.
Seveda pa si ne smemo domišljati, da bo sprijet nek zakon, ki bo veljaven za več desetletij. Takšne so pač demografske spremembe, ne samo v Sloveniji, tudi širše, ampak treba je pa seveda začeti. Jaz sem že v zadnjič rekel, da če hočemo, da bo neko drevo rodilo, ga treba najprej posaditi. Če ga ne posadimo, ne bo rodilo niti čez 5 let, niti čez 5 let ne bodo rezultati vidni. Ampak kot rečeno za konec, mi bomo pri usklajevanju in dokončni pripravi zakona aktivno sodelovali. Pričakujemo, kot je kolega že rekel, pričakujemo aktivno usklajevanje socialnih partnerjev, aktivno vključitev opozicije, tudi seveda pripravljenost pripravljavca zakona, da se z opozicijo tudi konstruktivno pogovarja. In pa seveda pripravljenost opozicije, tako kot je bila naša pripravljenost prejšnji mandat, da pri tem usklajevanju tudi aktivno sodelujemo. Mi smo, verjetno se ne spomnite, ampak zelo mnogo naših stališč, argumentiranih stališč vnesli v prejšnji pokojninski zakon, vendar je bil po mojem trdnem prepričanju žal zavrnjen na referendum. Hvala. Hvala lepa. Kot rečeno, zaradi začetka pogajanj in celotnega postopka, ki teče vzporedno s tem, neke podrobnosti in po členih in to mogoče ni smiselno niti razpravljati, bi pa lahko načelnik vprašanj, če vas spet zanima, vzeli. Jaz vprašal, če je pomoče. Nekateri, recimo opoziciji so v SD-ju se že opozarjali na to čiščenje pokojninske blagajne. Prenos dela pokojnin na socialne transferje. Kakšna je tudi vaša vizija to videl ukrep in kaj se je dogajalo s temi pokojnici, ki bojo prenešeni, ko se bo očistila ta pokojninska blagajna? Kakšno vas stališče do tega? No, jaz mislim, da se ne bo zgodilo to, da bi prešli na socialne transfere. Na socialne transfere so šle državne pokojnine. Mi smo temu spremembi zakona o socialnih transferih nasprotovali prejšnji mandat. Dosegli smo pri usklajevanju, da so šle državne pokojnine nazaj v pokojninski zakon. Tisti zakon, ki je bil sicer sprejet, vendar na referendumu zavrnjen. In zaradi tega imamo danes situacijo, da so upravičenci do državnih pokojnin ob državne pokojnine in se lahko prijavljajo na centra socialno delo za socialne pomoči. Menimo, da tak način ni pravilen, da če bo že šla obravnava vseh tistih, ki dobivajo pokojnine po posebnih zakonih iz SPIZ-a, bo treba seveda pri področnih zakonih temeljito obdelati pošteno obravnavo vseh teh prejemnikov. Ampak načeloma ne nasprotujete temu, ko se uporablja termin čiščenje pokojninske blagajne? Torej, čiščenje pokojninske blagajne je sicer v načelu v redu, da vidimo točno, kaj imamo, katere so tiste pokojnine, katerih osnova je vplačan prispevek. Vendar seveda ne more priti do tega, da bi govorili o tem, kar ste rekli vi, da bi bili to kvečimo upravičeni do socialnih pomoči. Ampak, če že direktno iz pokojninske blagajne, potem seveda mora biti ta prehod narejen korektno. Konec koncev tudi zdaj te pokojnine so sicer preko SPIZ-a nakazovane, vendar gredo iz državnega proračuna. To se narisuje, pozarjajo na ta ZUJF, ki je posegel en del pokojnin. To je bojazen, kako jaz razumem SD-ju, da se bo v bistvu potem to ponovilo pri teh kategorijah
Zato pravim, da treba pozorno obravnavati vse te stvari in ne delati krivic za nazaj. Še kakšno vprašanje? Ja, mene nekaj zanima Školjavec, Radio Slovenija. Socialni partnerji so nekako že ocenili, da pokojninska reforma očitno bo šla malo lažje skozi delovno zakonodajo, spremeni delovne zakonodaje. Ob tem pa delodajalci pravijo, pogojujejo v bistvu, da pokojninsko reformo bomo podprli le v primeru, če bo tudi delovna zakonodaja sprejeta. Kaj boste storili? Vemo, da se minister želi, da bi obe reformi s 1.1. že pripravljeni in sprejeti. V primeru, da recimo bodo besedila zakonov neusklajene med socialnimi partnerji. Lahko jaz rečem. Torej jaz upam, mislim, težko je reči, v začetku pogajanj, ko še pogajanj praktično ni, mislim, da so bile samo predstavitve socialnim partnerjem. Težko je reči zdaj, da ne bo usklajeno. Jaz upam in kolega Prevc je prej rekel, da apelira seveda in na socialne partnerje, in na koalicijo, in na opozicijo, da delamo, bom rekel, pragmatično v dobro države. Ukrepe je potrebno sprijeti, reforme je potrebno sprijeti in jaz ne bi špekuliral zdaj, da kateri od teh zakonov ne bo dobil vsaj večinskega soglasja tudi socialnih partnerjev. Tako da prizadevati se je potrebno, da do teh dogovorov pride. Hvala. Hvala lepa. Če še kaj mogoče, če ne bi pa zaključili, hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. To pa očitno trši oreh v delovno pravno zakonodajo. Se bi bilo tudi bistveno boljše, če bilo pokojninsko sprejeta v razkogu. Kaj po vaši oceni ta Vizjakova reforma zdaj starejša od tega, kar je bilo zavrnjeno? Jaz mislim, da je težko uporabiti ostrejše ali pa milejše, ker je pač toliko členov in tako obširna, da ni možno reči črno-belo. Pa nekod je seveda ostrejša tudi zaradi situacije, ki je mnogo slabša, ki je bila pred enim letom pa pol, ko smo to usklajevali. Velike razlike je. V tem času so se pa spremenile izhodišča. In to je bistveno razlika. A zdaj te stvari, kaj se našteli, se pravi, Ne. moje življenje starše? Starše z večjim otrok. Ja. To se pravi, da se celotno pošteva. Se pravi, da se pošteva v času, ki je odlično. Ker lahko se zgodi, da se ti brezposelni znajdejo v nekem paktu. Želi, da je zdaj lažji prihod. Imamo nekaj teh starejših delavcev, ki zdaj v bistvu čakajo. Že čakajo, ki so ne čakajo. Oni lahko ostanejo v praznem to je. Vse še nekatere druge stvari, tam noč so naprimer naštete nekatere bolezni, zaradi katerih je treba posebej. Mi smo dodali na predlog mnogih, smo dodali naprimer za tiste, ki so v otroških letih preboleli rak do 15. leta, pa imajo za to določene posledice. Naprimer niso zajeti, ampak to so že take... To so malenkosti, pa malenkosti, ampak za tistega konkretno pa pomembno. Predvsem gre za to, za posledice. Jaz lahko padem tudi, jaz sem včeraj nekaj smo sklejevali, jaz lahko padem tudi z nebotičnika. Pa če mi nič ni, zaradi tega ni treba vam tukaj posebne pogoje. Če pa imam posledice, pa ja, drži. Do vseh stvari. Tega pa lahko se upošteva samo pri starosti. Samo pri starosti se lahko upošteva. To se pravi, 8 mesecev za vsakega otroka. Upošteva. To se pravi, lahko se govori. Ne, oče se ga nazaj leta, ni tako? Ja, učili se ga nazaj. Ja, in tam je predlog 58. 58. Mi pa rečemo, dajmo to staro še malo znižati za tiste matere, ko imajo, ne vem, 5-6 otrok.
Ne, ker... Naš predlog je, da se zniža do 56.